Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu. In če to spremljate kasneje preko YouTubea in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju. In če to spremljate kasneje, se ne pozabite naročiti na moj kanal in pa priporočam se tudi za kakšen všeček, da požene algoritem in priporoča tudi drugim ljudem. Tako, danes je četrtek, 28. maj in jaz sem malo razmišljal, da bi morda v te live vključili tudi novice. Sicer poznate moje mnenje, novice niso tako zelo pomembne zame, bolje pomembno samo gibanje cene, ampak dajte vi meni svoje mnenje. Ste za to, da mi vključimo v te live tudi novice, ker komentirajte spodaj. Vsak ima svojo trgovalno ali investicijsko strategijo. Jaz imam pač tako, da gledam v glavnem gibanje cene. Sem pa videl tudi že ljudi, ki ali kombinirajo oboje, novice in cene, ali pa se obračajo samo na novice in so pri tem tudi uspešni. Tako, zdaj ta prva novica, včerajšnja. Včeraj, seveda smo vsi videli tale padec, včeraj je prišlo do ene zelo velike prodaje in to seveda BlackRockovega Bitcoin ETF-a in to za 1,3 milijarde dolarjev, kar naj bi bila največja prodaja do zdaj. In tudi vedno več je odlivov iz Bitcoin ETF-ov, kar lahko vidimo tudi v tej novici. Zdaj, ja, kot bomo videli, glede na gibanje cene, so biki zdaj v resni nevarnosti in to bi se lahko še naprej nadaljevalo, kot vidimo tudi tukaj. Te prodaje se zdaj trenutno samo še nadaljujejo. Potem ta druga novica, malo bolj pozitivna, in to smo mi v bistvu že gledali na tem kanalu. Torej, Bitcoin, cena Bitcoina napram globalnemu M2. Se spomnite tega, ko smo gledali, in to so zdaj tudi tukaj v tej novici opazili, da v bistvu Bitcoin napram globalnemu M2 je zelo, zelo preprodan. In smo v bistvu še niže kot v tem obdobju iz 2016. Zelo zanimivo. Tukaj smo potem imeli tale bull run 2018 in potem smo padli vse dol do same črte tegale M2 in se odbili naprej gor. Zdaj pa, kljub temu, da raste, smo mi padli precej dol v preprodano območje, kar bi lahko pomenilo, ja, sicer trenutno so kar temni časi, ampak priložnosti so takrat, ko nihče ne gleda. In kolikor jaz zdaj opažam, nihče ne gleda kripta. In v bistvu to zna tudi pomeniti, da je tole čas popustov pred morda kakšnim večjim odbojem. Ok, zdaj, dovolj, kar se tiče novic. Dajmo si pogledati zdaj samo ceno Bitcoina. Mi smo tukaj, konkretno smo padli. Gledali smo tukaj na 4-urnem časovnem intervalu tole možnost, da bi se morda naredil narobe obrnjeni Head and Shoulders in potem da prebijemo mi tole mejo tegale kanala, spodnjo mejo tegale kanala, ampak to se ni zgodilo. Mi smo šli kar konkretno preko tele desne rame, tako da to se ni izvršilo, to lahko trenutno tudi kar pozabimo. Šli smo pobirati te likvidnosti
tukaj spodaj tega ni več, 74.800, tako da tole bom zbrisal. Šli smo pobirati celo tole likvidnost na 73.500, tako da tudi tega ni več. In kaj se zdaj dogaja? Biki so v izjemni nevarnosti. Tukaj imamo tole dvojno dno. Ja, to je njegova neckline meja in zaenkrat kaže, da mi že hodimo počasi pod njo. Tako da, ja, to bo treba kar paziti. Tukaj smo kar 3-krat udarjali ob tole mejo, ampak so bili biki zavrnjeni. Naredili smo tudi tole skrito medvedjo divergenco in seveda se je zdaj tudi lepo izvršila. Kaj bo treba gledati, če mi padamo naprej dol? Tukaj tole dno, to bi bila naslednja podpora na tam nekje 65.000 in pa seveda tudi tole dno še naprej, če gremo še naprej, na okoli 62.000 ostajajo, pa tale likvidnostna območja za navzgor. Ta prvo je 78.000 in naslednje je na 82.500. Očitno bomo potrebovali še kar precej potrpežljivosti, da pridemo mi do tle gor. Poleg tega imamo še nepopolnoma zapolnjeno CME luknjo na 1-urnem časovnem intervalu. Mislim, da tudi na 4-urnem časovnem intervalu, ki jo moramo še zapolniti. Kar mene izredno moti tukaj zdaj, je, da so se stave na rast pri tem padcu za Bitcoin začele povečevati. In to bi lahko bilo tudi gorivo za nadaljevanje padca. Ethereum pa, kot vidimo, tukaj je že res izjemno preprodan, ampak Bitcoin, kot vemo, vodi igro. Tako da, ja, Ethereum moramo trenutno dati na stran. Bi pa lahko bil velik pok, ko se začne enkrat tole pobirati, vse tele stave na padec. Poglejmo zdaj še 15-minutni časovni interval, da mi dobimo malo jasnejšo sliko, kaj se zdaj tukaj dogaja. Torej, ja, imamo čisti trend navzdol in tudi tukaj me izredno moti tole, da ljudje kljub temu padcu vseeno stavijo na rast. In kot sem že rekel, to bi lahko bilo gorivo za padanje naprej dol. In kar bi bilo tukaj zdaj pametno čakati, če morda trgujete na takih manjših časovnih intervalih, je, da se naredi skrita medvedja divergenca. Tukaj jo bom jaz zdaj začrtal, čeprav se še ni izvedla, recimo vrh in pa nižji vrh, medtem ko RSI pa naredi vrh in pa višji vrh ali pa nekje vrh na isti višini. Po mojem smo zdaj ravno nekje tam. Bomo videli zdaj. Zdaj trenutno imamo tukaj neke vrste odboj. Bomo videli zdaj, dokod bo prišel tale odboj, ampak glede na to, da se kar nabirajo stave na rast, bi tole lahko pomenilo, da bi mi padali še naprej dol in izgubimo neckline mejo tistega dvojnega dna, torej tega dvojnega dna na 4-urnem časovnem intervalu, kar bi lahko pomenilo, da bi bili biki izredno hudo kaznovani. Poglejmo zdaj še tukaj likvidacijska območja. Jaz sem naštimal tole na 1 mesec, da dobimo nekako jasnejšo sliko. Mi smo pobrali zdaj vse tukaj, če se spomnite, smo imeli mi tale kanal, ki smo ga spremljali in potem smo ga izgubili in pobrali smo vse te stave na
rast. Torej vse tukaj so imeli ljudje svoje stop losse. In zdaj, kot vidimo, ni nič več kaj takega tukaj spodaj. Ostajajo pa tele od ljudi, ki so stavili na padec. Na 78 000 in pa na okoli 82-83 tisoč. Poglejmo zdaj še za 24 ur, da morda potrdimo tisto, kar smo videli prej na TradingView grafu. Ja, vsekakor se tudi tukaj spodaj nabirajo stave na rast. Meje so tam nekje 72 300, 71 600, ampak precej več jih je tukaj zgoraj, torej 74 000 in pa tudi 76 000. Bomo videli zdaj, če imajo ti ljudje prav, ki tukaj stavijo na rast, ampak po mojem, kot sem že rekel, bi bilo to lahko nadaljevanje za naprej dol. Ok, poglejmo zdaj še Ethereum, kaj se dogaja tukaj z Ethereumom. 15-minutni časovni interval bomo, no ja, lahko tudi tukaj vidimo, imamo tale mini trend navzdol. Tudi tukaj smo imeli tole dvojno dno, zabijali smo se v njegovo neckline mejo, biki so se zabijali neprestano gor, ampak jim ni uspelo. In kaj se je potem še zgodilo? Mi smo zdaj jasno izgubili tudi tole naraščajočo linijo, tole naraščajočo mejo, kar vsekakor ni dobro. Šli smo testirati tudi tole dno tukaj na 1973. Tukaj smo imeli tole likvidacijsko območje, to smo pobrali, to smo tudi pobrali. In ja, scenarij bi lahko bil zdaj, da lahko gremo mi naprej dol testirati zdaj še tole dno na okoli 1780. Bomo videli, če bomo mi zdaj prišli do tam dol. Večkrat sem že opozarjal, ogromno je stav napadec za Ethereum, ampak trenutno še vedno Bitcoin vodi trg. Se nam pa dela tukaj ena bikovska divergenca. Bomo videli, kako se bo tole izvedlo. Dno, nižje dno, medtem ko tukaj imamo dno in pa dno na nekje isti višini. In tudi prej smo imeli isto. Poglejte to. Dno, nižje dno, medtem ko tukaj pa dno in pa dno na isti višini. Bomo mi zdaj videli, seveda ogromno je odvisno od Bitcoina, ampak bo treba spremljati in pa videti, če bo tale bikovska divergenca prišla do efekta. Zdaj, ogromno besede pri tem ima tudi Nasdaq. To sem tudi že včeraj opozoril, sem že večkrat opozoril. Samo pogledajte tukaj, za koliko malo je padel Nasdaq, ampak kriptotrg je na to odgovoril z izjemno silo, izjemnim padcem. Kaj bo treba paziti zdaj pri Nasdaqu? Tukaj imamo medvedjo divergenco, vrh, višji vrh, vrh, nižji vrh, kar se tiče RSI-ja. In ja, to bo treba spremljati. Če se bo tale medvedja divergenca izvršila, potem mi lahko pademo vse dol do te meje, do te zgornje meje tega kanala, kot popravek. Ampak glede na to, kako
tak majhen padec vpliva na kriptotrg, bi to lahko pomenilo pravo katastrofo za kriptotrg. Tako da to bo zelo pomembno za spremljati. In seveda, če se bo zgodilo še karkoli zanimivega, bom jaz tele update dajal še naprej preko mojega Patreon profila, tako da če se mi želite pridružiti, tudi tam so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Zelo dobrodošli so vaši komentarji, sploh kar se tiče same vsebine, bi se strinjali s tem, da vključimo tudi novice v te live ali pa se ne strinjate. Poleg tega ne se pozabiti naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega live zamudili, in pa priporočam se tudi za kakšen všeček, seveda, če je vam tole všeč, in pa da tudi požene algoritem, da priporoča čim več ljudem naprej tale video. Tako, jaz vam zdaj želim en lep dan še naprej in se vidimo ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.